Jaz bi vam pa rada predstavila te izdelke predvsem z vidika mladih in učinkov na mlade. Ampak na začetku bi vam rekla takole. Zdaj, v času, ko se zmanjšuje uporaba tobačnih izdelkov, tako v razvitem svetu, kot tudi pri nas, seveda industrija išče druge načine, kako spet povečati svojo prodajo in dobiček, in zato se pojavljajo pravzaprav ti novi izdelki, ki so danes prisotni na našem trgu, tako kot ste videli, ne elektronske cigarete, tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva, in pa tudi nikotinske vrečke, to je pa najnovejši izdelek, kot vidite tukaj spodaj, to so take snežno-bele vrečke, ki sicer ne vsebujejo tobaka, podobne so snusu, ki pa imajo v sebi nikotin. Zdaj, vsi ti izdelki, ki jih imate tukaj navedene, so seveda zdravi škodljivi, uporabnika izpostavljajo znatnim ravnem škodljivih snovi, vendar pa za 3 novejše izdelke, ki sem jih prej naštela, še ne poznamo, kakšni so učinki, če jih nekdo uporablja dolgoročno. Namreč ti izdelki so na trgu še premalo časa in zaradi tega teh podatkov še nimamo. Za snus, ki je pa že starejše vrste izdelek, pa imamo tudi že te podatke. Zdaj, sprašujete se seveda, kako je snus lahko na našem trgu. Slišali ste, da je prepovedan, namreč prekvalificirali so proizvajalci te izdelke v tobak za žvečenje in se pod to pretvezo pravzaprav zelo na široko prodajajo tudi pri nas. Mogoče še nekaj izhodišč o tem, kakšni so škodljivi učinki na zdravje, o tem bo več kasneje povedala docent dr. Mihaela Zidaren. Zdaj, pri elektronskih cigaretah je potrebno poudariti, da imajo zelo pomembne kratkoročne učinke na zdravje. Pri tobačnih izdelkih, v katerih se tobak segreva, da ni dokazal, da so manj škodljive kot kajenje cigaret, kot verjetno večina uporabnikov teh izdelkov tudi ne verjame oziroma misli drugače. Pri nikotinskih vrečkah, ki so najnovejši izdelek, predvsem kar se danes beleži pri teh izdelkih, je lokalno draženje v ustih, namreč ti izdelki se uporabljajo tako kot snus, vrečko se da med zgornjo ustnico in dlesen in je pač se sluznica lokalno draži, lahko pride tudi do krvavitev, sicer pa tudi lahko pride do vrtoglavice, slabosti, potem sprememb srčnega utripa in krvnega tlaka. No, pri snusu pa danes vemo, kakšne so posledice poleg sprememb v ustih in različnih vrst raka, tudi recimo smrtni izidi pri srčno-žilnih obolenjih in škodljivi učinki v času nosečnosti. Vsi ti izdelki, ki ste jih videli, so dejansko zasnovani, narejeni tako, da so privlačni za mlade. In pravzaprav najpomembnejša značilnost teh izdelkov, ki je privlačna, so privlačne arome. In to je pogosto tudi prvi razlog, zakaj neka mlada oseba te izdelke uporabi. Seveda so pa za njih zanimive tudi nove tehnologije, gre sicer na splošno že tako ali tako za modne, zanimive izdelke. Ti izdelki imajo tudi blažji aerosol, to pomeni, da jih je lažje vdihavati in zato je začetek kajenja olajšan in tudi oziroma uporabe in tudi nadaljevanje blažji. So bolj družbeno sprejemljivi kot kajenje, je pa prisotna zelo agresivna promocija v različnih medijih in na družbenih omrežjih in če vtipkate ime enega od takih izdelkov recimo v iskalnik, boste najprej naleteli na neštevilo spletnih strani, ki imajo neko komercialno ozadje ali pa neko industrijo v ozadju in seveda podajajo neverodostojne informacije. In zato so ti izdelki tudi zelo pogosto zaznani kot manj škodljivi ali pa celo kot neškodljivi. In ta zmotna prepričanja o varnosti teh izdelkov prevladujejo tako med mladimi, pa tudi med odraslimi. Zdaj, kar se tiče uporabe teh izdelkov med mladostniki, imamo mi zadnje podatke na voljo z leta 2021, to so dijaki drugih letnikov srednjih šol, to se pravi mladoletne osebe, v povprečju stare 16 let. Rada bi vas opozorila, da so ti odstotki verjetno zdaj že višji, ker v vseh teh primerih gre za nove izdelke in je pričakovano, da se bodo ti odstotki višali. Naslednje podatke bomo imeli na voljo za leto 2022, v začetku nekje naslednjega leta bodo analize na voljo. Zdaj tukaj, kot vidite, te stolpci v rumeni so podatki za mladostnike. Vidite, da okrog 10% teh 16-letnih dijakov je uporabljalo elektronske cigarete v zadnjih 30 dneh, tukaj govorimo o pogostejši uporabi, ne samo o poskusih. Vidite, takoj za njimi so brezdimni tobačni izdelki, to se pravi snus, fuge, in potem približno vsak 20. pa uporablja tobačne izdelke, v katerih se tobak segreva, in pa nikotinske vrečke je že, recimo, uporablja 5%, pa so na trgu res kratek čas.
Mi smo tudi pogledali, koliko jih uporablja katerikoli izdelek, vidite, da skoraj vsak tretji uporablja vsaj enega ali pa več. Zdaj, ti sivi stolpci tukaj zraven so pa samo za primerjavo, kakšni so odstotki uporabnikov v odrasli populaciji v istem času. In tukaj se jasno vidi, da so mladi tisti, pravzaprav mladoletni tisti, ki bolj pogosto kot odrasli posegajo po teh izdelkih. To je zelo zaskrbljujoče. Zdaj, elektronske cigarete, o katerih smo prej govorili, v katerih se segreva tekočina, ne tobaka, to je pač razlika med elektronskimi cigaretami in tobačnimi izdelki, v katerih se tobak segreva, so zelo raznoliki izdelki, zelo hitro so se razvijali, obstajajo številne generacije, zdaj te najnovejši, ki pa pri nas zdaj delajo pravzaprav, ali pa so, bom rekla, popularnejši med mladimi, so pa ti zadnji, ki so v obliki USB ključka in so v Evropi širše dostopni nekje po letu 2018. Jaz bi rada poudarila, da pri vseh elektronskih cigaretah se moramo zavedati, da ni popolnoma nobenega sistematičnega nadzora nad njihovo kakovostjo in varnostjo. In to, kar uporabnik dobi, je seveda to, kar kupi. Ali je to v resnici napisano, kaj vsebuje ta tekočina, tudi na navedbah, ki so priložene, je vprašanje, tudi pogosto se v tujini ugotavlja, da celo elektronske cigarete, ki naj ne bi imele nikotina, ga vsebujejo in podobno. Tako da, pač, ko kupi uporabnik en tak izdelek, pravzaprav ne more vedeti, kaj dobi. Zdaj, te najnovejše elektronske cigarete so v svetu, najprej so se pojavile v Združenih državah Amerike, naredile pravo epidemijo uporabe med mladostniki in tega seveda se moramo biti tudi pri nas. To so elektronske cigarete, ki se do neke mere razlikujejo od predhodnih. Zdaj, prva značilnost, ki je zanje pomembna, je to, da je nikotin v obliki soli, zato se zelo hitro sproščajo zelo velike količine nikotina in zasvojenost se lahko razvije hitreje in močneje. Obenem pa ta oblika nikotina še manj draži grlo in je zato uporaba še toliko bolj, bom rekla, še manj neprijetna in je zato začetek uporabe teh izdelkov pa nadaljevanje blažji. Tudi proizvajalci dodajo še določene arome, ki so pač v teh izdelkih dovoljene, ki še dodatno lajšajo uporabo. So tudi bolj diskretne za uporabo, zato jih mladostnik zlahka skrije tako pred učitelji kot pred recimo tudi starši. Starši pogosto teh izdelkov tudi ne poznajo. In imajo manj aerosola, manj vonja, so majhne, vidite podobne USB ključkom. Večinoma so za enkratno uporabo, kar je seveda pomembno tudi z vidika odpadkov. Zdaj, na voljo so tudi brez nikotina, ampak pri tem se moramo zavedati seveda, da se pa razen nikotina vdihuje še vedno vse ostale škodljive snovi, ki se ob nastajanju aerosola tudi proizvajajo. No in to so recimo primeri takih elektronskih cigaret. Tukaj je jasno vidno, da to ni narejeno za neko odraslo osebo, ampak je to privlačno predvsem za mladostnike, tudi v tujini vidite, so nekatere, oblekice za te elektronske cigarete s Hello Kitty in podobnimi oznakami, to se pravi jasno vidno, da na koga ciljajo ti izdelki. Zdaj, pri teh izdelkih, kar je skupno za vse, je to, da vsebujejo nikotin z izjemo nekaterih elektronskih cigaret. In ravno nikotin je zelo problematičen, če ga uporabljajo mladostniki, otroci, mladostniki in mladi odrasli, ker je povezana njegova uporaba s pomembnimi tveganji. Zdaj, prva stvar je seveda zasvojenost. Zdaj, zasvojenost bo privedla do tega, da bo posameznik nadalje uporabljal ta izdelek in ostal stranka industrije. Vedeti morate, da nikotin je ena najbolj zasvojljivih snovi, da ravno otroci in mladostniki so še posebej dovzetni za to, da se pri njih razvija zasvojenost. To je drugače kot pri odraslih osebah, ki imajo, bom rekla, do konca razvite možgane, če smem tako reči. Zdaj, starost ob prvi uporabi je pa ključna. Mlajši, ko je posameznik, med mlajše skupine, ko gre uporaba teh izdelkov, tako kot bomo danes slišali, že v osnovni šoli, večja je verjetnost, oziroma močnejša bo zasvojenost, večja je verjetnost, da se bo razvila. Zdaj, možni so tudi škodljivi učinki na razvijajoče se možgane, to so številni od recimo negativnih učinkov na miselne sposobnosti, delovni spomin, pozornost, mnoge druge, pa tudi za višje tveganje za uporabo drugih drog. Zdaj, kaj pa nas še posebej skrbi, je pa to, da za elektronske cigarete in tudi za snus že danes je dokazano, da če mlada oseba začne z uporabo teh izdelkov, potem je tveganje za to, da bo začela kaditi kasneje klasične cigarete in da bo postala kadilec 3 do 4 krat višja. Tega se pa seveda bojimo, da bi prišlo v času, ko zmanjšujemo kajenje klasičnih izdelkov do obratnega dogajanja.
Zato je seveda ključno, da preprečujemo uporabo teh izdelkov med otroci, mladostniki, mladimi, odraslimi in da seveda ozaveščamo o teh izdelkih čim bolj na široko. Hvala za poslušanje.